Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 17. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Manj pogosta dostava in očitke o zapiranju poslovalnic odpira vprašanja o prihodnosti Pošte Slovenije, ta pa rešitev vidi v novih storitvah in večji vlogi v postopkih javne uprave. Razprava o igralnem salonu v Mariboxu razkriva različna stališča mestnih svetnikov glede razvoja mesta, zakonodaje in vpliva igralništva na lokalno skupnost. Živilsko tehnologinjo Katrle po prednostih in pasteh sodobnih kuhinjskih pripomočkov ter o tem, zakaj je kakovost živil še vedno ključna. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Zadnje mesece se številni prebivalci po Sloveniji sprašujejo, zakaj pošta ne prihaja več vsak dan in ali se poštna mreža res krči. Bralec Večera je opozoril na težavo, ko je zaradi pozne dostave skoraj zamudil zdravniški pregled, dodatno pa ga je zmotil odnos zaposlenih na eni izmed mariborskih pošt. V Pošti Slovenije poudarjajo, da spoštujejo zakonske roke in da gospodinjstvom zagotavljajo dostavo 5 dni v tednu, prednostne pošiljke v enem dnevu, navadne pa najpozneje v 3. Drugače menijo v sindikatu poštnih delavcev, kjer opozarjajo na zmanjšanje dostave in zapiranje poslovalnic. Pošta takšne očitke zavrača, saj naj bi imela 475 kontaktnih točk ter vzpostavila številne nove prevzemne lokacije in paketomate. Obenem razmišljajo, da bi pošte prevzele tudi nekatere upravne storitve, podobno kot v tujini, kjer so poštna okenca pogosto podaljšek javne uprave. Z menoj v studiu je kolega Srečko Klapš, ki spremlja aktualno dogajanje v Pošti Slovenije. Srečko, pojasniva, kakšna je razlika med prednostnimi in neprednostnimi pošiljkami ter kako hitro morajo biti dostavljene ene in kako hitro druge. Morda še to, kaj morajo torej pri pošiljanju upoštevati pošiljatelji, da bi prejemniki pošiljko dobili pravočasno. Torej, prednostne pošiljke so dostavljene v roku enega delovnega dne po oddaji pošiljke. Neprednostne pošiljke, kamor sodijo navadne pisemske pošiljke, pa najpozneje v roku 3 delovnih dni. Kataloge in druge pošiljke z reklamnimi sporočili dostavljajo vsem gospodinjstvom v roku 2 delovnih dni. Izjema so tisti poštni nabiralniki, ki imajo nalepke AKOS, s katero gospodinjstva prepovejo dostavo reklam, so nam odgovorili v Pošti Slovenije. Kako sindikat poštnih delavcev gleda na te spremembe v dostavi in tudi v mreži poslovalnic ter kako se na to odziva Pošta Slovenije? Ja, tako je, da Pošta Slovenije ne dostavlja več vse pošte vsak dan, opozarjajo tudi v sindikatu poštnih delavcev. Uprava je v poletnih mesecih sprejela odločitev, da pošte ne bo več dostavljala 5-krat tedensko, kot ji narekuje zakon o poštnih storitvah. S tem naj bi soglašala tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve v domeni Ministrstva za gospodarstvo, trdijo v sindikatu SPD, kjer opozarjajo še, da se načrtuje nadaljnje zmanjšanje števila poslovalnic in preoblikovanje klasičnih pošt v pogodbene enote, vpeljava premičnih pošt in krčenje časa obratovanja nekaterih poslovalnic. V Pošti Slovenije pa to zanikajo in pojasnjujejo, da imajo 475 kontaktnih točk, ki so namenjene neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev. Te so organizirane kot pošte, pogodbene pošte in premične pošte. Zatrjujejo, da v letošnjem letu ni bila zaprta nobena poslovalnica, v lanskem letu so zaprli eno, predlani 2, leto predtem pa prav tako le eno poslovalnico. Skupaj pa so od leta 2015 do danes zaprli 76 pošt. Zgovorne številke nikaj. No, tudi o novostih se govori, zakaj Pošta Slovenije in sindikat SPD razmišljata o uvedbi upravnih storitev na poštnih okencih in kakšne koristi bi to prineslo predvsem prebivalcem. Torej, v Pošti Slovenije odgovarjajo, da ohranjajo poslovalnice v lokalnem okolju dostopne prebivalstvu izven urbanih središč, a da jim bo ob zmanjšanju opravljenih klasičnih pisemskih storitev za vzdržno poslovanje treba dodati nove vsebine. Torej, prisotnost teh poštnih enot bi lahko izkoristili na tak način, kot to počnejo v tujini, kjer se mreža poštnih oken vse pogosteje
uporablja na način, da nanje država seli upravne storitve za prebivalce. Tako lahko denimo v Italiji državljani na pošti uredijo pridobitev osebne izkaznice in druge javne storitve. Podobno razmišljajo tudi v sindikatu SPD, kjer so vladi, pristojnim ministrstvom in političnim strankam predlagali naj razmislijo o vključitvi Pošte Slovenije v nudenje javnih upravnih storitev državljanom preko poštnega omrežja in nudenje storitev starejšim občanom in vključitev torej v storitev dolgotrajne oskrbe, v kar bi vključili tudi invalidsko podjetje IPPS, v katerem dela 600 ljudi. Tudi kaj dobrega morda torej v prihodnosti. Hvala, Srečko, za vsa pojasnila. Čeprav je predsej mestnega sveta kazalo, da bo predlog naletel na odpor, so svetniki vendarle podprli načrte za novi igralni salon v Mariboxu. Gre za salon z 200 igralnimi avtomati, ki ga želi v prostore največjega kinocentra v regiji umestiti družba KD Group. Presenetljivo je soglasje dobilo kar 26 glasov podpore, proti jih je bilo le 7. Med podporniki so bili tudi vsi svetniki županove liste Arsenovič za Maribor ter 2/3 svetnikov Gibanja Svoboda, čeprav so pred sejo napovedovali nasprotno. Pomembno pa je poudariti, da soglasje mestnega sveta ni zavezujoče. Končno odločitev o koncesiji bo sprejelo ministrstvo za finance. Razprava med svetniki je bila živahna. Franc Kangler iz SDS je spomnil, da je mesto že imelo kazino na glavnem trgu, kamor so prihajali ugledni gostje. Po njegovem mnenju je igralni salon nekaj povsem običajnega. Najdemo jih v hotelih smučarskih središč, na križarkah, povsod po svetu. Če ne damo soglasja, smo zaplankani, je dejal. Stojanov iz LPR je dodal, da je v Gradcu igralni salon skoraj na vsakem koraku, pa ni nobenih težav. Opozoril je tudi, da je KD Group že vložil okoli $500 000 v ureditev okolice, a se je projekt ustavil pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Na drugi strani pa so nekateri svetniki opozarjali na negativne posledice igralništva. Karin Jurše iz Svobode je izpostavila, da lokacija ni primerna, v bližini so stanovanjska območja, šole, zdravstvene in verske ustanove, kar je v nasprotju s pravilnikom o prirejanju posebnih iger na srečo. Tatjana Frangeš iz Levice je bila še bolj ostra. Igralništvo ni običajna gospodarska panoga, ustvarja veliko slabih posledic od zasvojenosti do razdrtih družin in dolgov. Občina bo dobila koncesnino, mesto pa težave, je dejala. Trenutno ima Maribor le en igralni salon, ki je pri glavni avtobusni postaji. Ta je letos v občinski proračun prispeval že 202 000 koncesnine. Občina si prizadeva, da bi v prihodnje del koncesnine prejemala tudi od igralnice Mont v Šentilju, saj ta pokriva tudi mariborsko območje. V sodobni kuhinji imamo na voljo vrsto tehnoloških pripomočkov, ki obljubljajo hitrejšo, enostavnejšo in bolj učinkovito pripravo obrokov. A kot opozarja živilska tehnologinja Kaja Trlep, tehnologija v kuhinji ni nadomestilo za znanje, občutek in kreativnost. Čeprav pametni hladilniki in vakuumski sistemi omogočajo daljše shranjevanje živil in ohranjanje njihove kakovosti, je še vedno najpomembnejša izbira kakovostnih sestavin. Multifunkcijski roboti, sous vide kuhalniki in cvrtniki na vroč zrak sicer prihranjajo čas, a pogosto zmanjšujejo uporabo tradicionalnih tehnik in s tem tudi ustvarjalnost v kuhinji. Poleg tega lahko nepravilna uporaba teh naprav, kot je na primer sous vide kuhanje pri prenizkih temperaturah, celo ogrozi varnost hrane. Tudi cvrtniki na vroč zrak niso nujno zdrava izbira. Čeprav ne uporabljajo olja, visoke temperature še vedno uničujejo vitamine in lahko povzročijo nastanek škodljivih snovi, kot je akrilamid. Kuhanje v sopari se izkaže kot boljša alternativa, saj ohranja več hranil in barvo ter strukturo zelenjave. Pomembno pa je tudi, iz kakšne posode kuhamo. Litoželezne, emalirane in steklene posode so med bolj zdravimi izbirami, a vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Kaja Trlep poudarja, da tehnologija v kuhinji lahko olajša pripravo obrokov, vendar ne sme nadomestiti osnovnega znanja o živilih in pripravi hrane. Ključ do okusnega in zdravega obroka ostajata kakovostna sestavina ter premišljena uporaba začimb in dišavnic, ki jedi dodajo značaj in vonj, ki nas spomni na domačnost. To je bil Večerje zjutraj 17. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani Spletni večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.